Oddaja Radioaktivno. Vsak torek med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Živijo, mi smo Before Time in poslušate Radioaktivno. Before Time ter Mali problemi, o skladbi, videu in prihajajočem albumu Peter. Before Time vas vabimo k poslušanju našega najnovejšega singla z naslovom Mali problemi. To je že 4. singel in s tem predzadnji našega prihajajočega albuma. Skladba Mali problemi je konfliktna,
saj živahna glasbena podlaga nasprotuje žalostnemu in na trenutke ironičnemu besedilu. Navdih za samo glasbeno podlago smo črpali v glasbi 70. in 80. let, zato smo tudi videospot posneli v luči VHS filtra in formata. Režiser videospota je bil Martin Klavus. Naslova prihajajočega albuma pa še ne smem izdati, lahko pa namignem, da ko bo šel naš zadnji singel, se bo tudi to razkrilo. Boštjan vam V nadaljevanju razkrijem vsebino tokratne oddaje, ko vam ponudim nekaj sveže glasbe. Glasijo se Izak, Konfuzija in Slovc, So I gave you Berlin. Hočem biti le mačka Lena, dol visi mi cela scena. Naj zabava se začne. kmalu v etru. skupina Bluzer z novo skladbo Pristan, o pesmi, načrtih in videu Miha. Zdravo. Živo in lepo zdrav, sem Miha iz skupine Bluzers in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Boštjan, lepo pozdravljen in lepo pozdravljam tudi vse vaše poslušalce Radia Prlek. Tokrat z Bluzersi predstavljamo naš tretji singel z naslovom Pristan, ki pa je malce drugačna pesem, kot sta bila prejšnja dva singla, ker naša besedila so večinoma bolj satirična, posmehujoča, tudi ljubezenska, realna, skratka z eno besedo life. That's life, ne. Torej, naša, v bistvu ta pesem, ta naš tretji singel pa je v bistvu malce drugačna pesem in sicer je bolj intimna in neka iskrena izpoved o izgubi in ranljivosti ter ponovnem iskanju samega sebe v temu svetu, v temu prostoru, ne. Torej, želimo povedati, ne, ta pesem je kot nek opomnik, da tudi kot človek izgubi samega sebe, še vedno obstaja možnost za nek nov začetek, ne. Torej, vedno lahko ponovno najdemo neko vero vase, ne. To pesem sem jaz v bistvu napisal nekaj časa nazaj na potovanju na Švedskem in je v bistvu kot nek moj dnevnik, ki sem ga v bistvu prelil na papir in potem tudi uglezbil, ne. Skratka, ko sem prišel na vajo, smo probali pač ta komad zaigrati in je kar po domač povedan zleteli in je mislim, da me zdel ful dobro. In smo potem posneli. To pesem smo posneli spet v studiu Room v Kranju, kjer snemamo, kjer smo v bistvu celo plato posneli. Naslednje leto prihaja naš prvi studijski album v začetku leta, ki ga bo pa pač podprl še četrti singel. Video je zelo lepo podprl to pesem in je bolj tako country western, bolj obarvano. Posneli smo ponovno z ekipo studija Slog, za mix in master samega komada je pa ponovno poskrbel Drago Popovič, ki pa že nekaj časa skupaj sodelujemo. Video si poglejte, je res lepno, tako da hvala vsem. Nisem jaz, kot da izgubljen razum. Nad mano je le prazno nebo, brez najinih cest. Vrjel sem najine zvezde, prepustil sem ti, da užila si mi telo, iskal drugače načine, da vrnila bi se nazaj v moj pristan.
Verjel sem, da bo drugače. Boril z demoni se svoje preteklosti, izgubil se v tišini tvojega sveta. Vem, da sem drugačen, kot se morda tebi včasih zdi. Vem, da nisem popoln, ja, brez tebe nisem cel. Vzemi vse, raztrgaj mi sanje in telo. Ja, ne bom dopustil, da mi vzameš še zadnje upanje. Vzemi vse, raztrgaj mi sanje in telo. Ja, ne bom dopustil, da mi vzameš še zadnje upanje. Obriši si solze, ko ne bom na dosegu tvojih rok. Zaupaj mi svoje sanje, da te potegnem nazaj. To pesem pojem le tebi, kjer se potiramo stena in svet. A bova skupaj to zmogla pripluti nazaj. Vzemi vse, raztrgaj mi sanje in telo. Ja, ne bom dopustil, da mi vzameš še zadnje upanje. Vzemi vse, raztrgaj mi sanje in telo. Ja, ne bom dopustil, da mi vzameš še zadnje upanje. Pusti mi zadnje, pusti mi 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 zadnje upanje. Živijo, sva Brane In Anže. iz skupine Bombshell in poslušate Radioaktivno. Barve, ki se prelivajo v sanje, ki se svetlikajo v temi, a jih ne najdem več v sebi. Bojim se, da vidim vso lepoto upanja, ker bliža in bliža se tisti čas. Ampak jaz grem tja, kjer je Maurica doma. Ampak jaz tečem stran, no svet spoznam. Tečem stran. Valovi odhajajo v zahod, veter vleče me stran od tod. Je trenutek vreden toliko solza, se borim, da vidim vso lepoto upanja. Bliža in bliža se tisti čas. Ampak jaz grem tja, kjer je Maurica doma. Ampak jaz tečem stran, no svet spoznam. Tečem
Bombshell iz kompleta skladbe iz predala dajo poslušanje pesem Maurica. Čez nekaj trenutkov Nas Izak s Katarina pa pelje v Berlin. So I gave you Berlin. glasbeni gost. Izak, lep pozdrav po dolgem času. Pozdravljeni, dolgo časa se nismo slišali, to je pa res. The Toronto Drag Bust je bila zasedba, ki smo jo predstavljala takrat 15 let nazaj, mislim, da. Ja, skoraj, če mogoče od 10 do 15, nekje pa zagotovo, ampak čas hitro leti, ne, pravijo. Skupine ni več, ali sedaj odhajaš po tolikem času na solo glasbeno pot? Ja, mogoče, malo so me začeli spet prsti srbet, da bi začel kaj glasbeno ustvarjati, tako da najbrž bom prihodnje leto še več posnel, oziroma ta prva skladba, v kateri bova mogoče rekla eno besedo ali dve, je bila kar spodbudna, tako da odzivi so dobri in tudi nekako z ljudmi, s katerimi smo sodelovali na tej poti, se mi zdi, da so kar tudi veseli, da smo spet začeli nekaj plesti. Omenil si že skladbo naslovljena Berlin, v njej pa ti priskoči na pomoč Katarina Čas. Tako, ja. S Katarino prijateljujeva sicer že dolgo časa, družina je pa predvsem ljubezen do glasbe. Ne toliko do filma, čeprav so oba dva seveda tudi filmofila, ona seveda tudi kot profesionalna igralka, morda celo trenutno najuspešnejša slovenska ali pa najbolj prepoznavna slovenska igralka v tujini. In nekaj časa smo mogoče iz heca se poigravali z idejo, da bi mogoče nekega dne pa skupaj kaj posnela, in zdaj je prišel ta trenutek in evo, nastala je ta skladba. Zakaj več me moraš pa vprašati? Nastala je kot neke vrste dialog, vse tako jaz slišim. Ja, imaš prav. V bistvu je ona nekakšen odmev znotraj te zgodbe. Skladba je sicer že nekoliko starejša, stara kar nekaj let. Jaz sem jo napisal že nekaj časa nazaj, ampak zdaj bi bila novo preobleko in tudi novo sopotnico, oziroma postala je duet, česar si mogoče ne bi mislil na začetku, ko sem jo napisal, ampak Katarina je res dodala en tak svoj pečat senzibilnosti in mogoče ene take svoje energije. Tako da, če so poslušalci prepričani, mogoče da je to, če je izvedba prepričljiva, pol smo naredili svoj del zgodbe. In zakaj Berlin? Berlin je v bistvu nekako v prenesenem pomenu pri tej zadevi, sicer gre za svet, praktično v bistvu je metafora za svet. V osnovi pa je, lahko v bistvu razkrijem celo resnična zgodba, ki se je enkrat zgodila piscu vrstic te pesmi, ampak bi jo pa mogoče raje obdržal zase. Potem je Berlin dejansko svet v malem. Tako, ali pa svet, ki je tudi lahko v velikem. Ne, nazadnje pa tudi katerokoli drugo mesto. Tako, je v prenesenem pomenu, v osnovi govori o tem, da neki osebi v bistvu daš vse, včasih pa tudi to ni dovolj, in v videospotu, ki smo ga posneli prav za to skladbo, smo pa skušali nekako to zgodbo prikazati na način, da osebi, ki nastopata noter, se pravi v tem primeru jaz in pa Katarina, se nikoli ne srečata kljub temu, da se sprehajate po istih krajih. In vidva se za videospot sprehajata kar na Modri laguni Ljubljani oziroma Plavi lagune. Ja, v podhodu Plave lagune se sprehajava, potem smo pa za voljo spota v bistvu sestavili, ustvarili en pravi mali berlinski pop-up klub v eni od zelo velikih kleti v Ljubljani in mislim, da smo skušali nekako poustvariti tako eno vzhodnoevropski občutek, vsaj estetsko, da bi dobili mogoče malo tega, če se izrazim lahko z eno besedo, vzhodnoevropskega socialističnega duha, mogoče nekoč vzhodnega Berlina, ampak samo pesmijo to v resnici nima nič. To je zgolj en tak bombonček režiserski za en vizualni pripomoček, kot je ta videospot. Ta mesta danes, ti podhodi delujejo precej zapuščeno, ne samo v Ljubljani, tudi kje drugje. Ja, v Ljubljani jih je žal zelo veliko. Mogoče smo na ta način skušali tudi malo opozoriti na to, kako žalostno izgledajo nekoč zelo živi podhodi, ki so bili včasih dom raznih trgovin, lokalov in tako dalje, ampak nekoč so mogoče bolj pod zemljo gradili te stvari, oziroma nizali vso to dogajanje in tudi družabno dogajanje, zdaj se pa vse nekako seli ne zgolj na vrh, ampak bomo rekli na obrobja mesta, v trgovinska središča, potrošništvo nas je dobesedno pojedlo, tako da lepo, da ste opazili ta
subtilen namik. Če ne drugače, bodo v prihodnosti lahko služila za zaklonišča. Ali pa za video spote, nikoli ne veš. Skladba je tu, Izak, kako razmišljaš naprej? Ja, bomo videli. Mogoče zdaj zaenkrat še prezgodaj govoriti o prihodnosti, sploh v teh prazničnih časih, ne. Ampak trenutno bomo naredili še nek poseben dogodek v Ljubljani ob izdaji videospota in pesmi. Potem pa počasi gremo naprej. Upam, da bom prihodnje leto lahko še kaj posnel. Kot sem povedal na začetku, me malo srbijo te ustvarjalni prsti in pa, da ne bo prepozno enkrat, ne. Se veš, čas je dragocen, razmere v svetu niso tako zelo rožnate in lahko smo veseli, da imamo na našem delu sveta vsaj možnost ustvarjanja, recimo nekateri takih možnosti žal nimajo. Bova pa skladbo sedaj spustila tudi v naš radijski eter, zato za konec popeli nas v Berlin. Ja, tisti, ki boste prvi slišali skladbo, evo, želim vam, da jo začutite in da vas popelje mogoče v nek tak poseben občutek. Ni nujno, da greste fizično v Berlin, lahko greste zgolj z ušesi in mislimi. We stopped trying like there was no tomorrow. We could not stop lying. The truth was hard to swallow. I tried to give you something you'd remember me forever. I tried to give you something you'd remember me. So I gave you Berlin. So I gave you Berlin. Three words apart that were never spoken. The end was like our start, too tough to be broken. I tried to give you something you'd remember me forever. I tried to give you something you'd remember me. So I gave you Berlin. So I gave you Berlin. I gave you Berlin. So I gave you Berlin. So I gave you Berlin. So Znova poslušajte na YouTubu. Radio Aktivno. Minilo je kar nekaj let, odkar nazadnje slišal tvoj smeh. Še vedno kdaj vprašam se, kje si, kaj počneš in kako ti je. Z luno se zbudi
vse noči, vse kar pomaga mi. Slabe so stvari, ki vsak dan prinesejo samo laži. Z luno se zbudi, mislih več ne leti. Če bi te videl spet, lepši bil bi svet, v katerem zdaj živim. Saj veš, da zbudijo se spomini, ko greš čez glavni trg pozimi, kjer sva vrni se dotaknila neba. Saj veš, da morda nekje se zopet srečava, da končala ni še zgodba najina. Napišiva ji konec za oba, zgodba najina. Žan Videc ter novi singel Zbudijo se spomini, ki je zadnji pred izidom njegovega novega albuma Neznano. O nastanku skladbe Žan, zdravo. En lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Prlek. Moje ime je Žan Videc in z največjim veseljem vam predstavljam moj nov singel z naslovom Zbudijo se spomini. To je tudi zadnji singel, ki ga izdajamo pred izidom mojega prvega albuma z naslovom Neznano, ki izide konec januarja, nastal je pa v studiu Art Music Records v Murski Soboti skupaj z Goranom Sarjašem in pa izjemno ekipo Art Music Records. Jaz vam želim, da boste uživali ob poslušanju, hkrati bi vas pa vse povabil tudi na prihajajoče koncerte, kar pomeni vidimo se lahko že 13. februarja v Sodnem stolpu v Mariboru in pa 6. marca v gledališču Park Murska Sobota. Jaz upam, da se vidimo v čim večjem številu, v novem letu vam pa želim ogromno sreče, zdravja, ljubezni, uspeha in pa da se čim večkrat srečamo na kakih dobrih špilih. Lepo bodite, uživajte in najlepša hvala. Ne preslišite še. Skupine Couch, ki vas vabi v njihov kazino, o pesmi, videu in pogledu v prihodnost Matej. Zdravo. Pozdravljeni poslušalci Radia Prlek. Z vami sem Matej iz skupine Couch in za vas imamo novo pesem Kazino. Z njo sporočamo, da ne smete nikoli obupati. Naj gre za igre na srečo ali preproste življenjske stvari. Namreč, kot lahko vidite tudi v videu, tudi najslabšim hazarderjem se kdaj nasmehne sreča. In tako se je zgodilo tudi nam, ko smo snemali ta video. Upam, da vam bo všeč in da boste kaj poslušali pa pokomentirali. Naš prvi kratkoročen plan za prihodnost je posnet 2 pesmi z našimi prijatelji iz skupine Caro Mio in z njimi narediti tudi en tak skupen koncert ob predstavitvi teh 2 pesmi in tako, ne, potem pa dalje. Čau, mi smo Couch in poslušate oddajo Radioaktivno. Še zadnji evro, če ne vrgel si v avtomat. Kako si nošen tvoj obraz, ne skriva, da nekaj si zadev. Vse so punce okoli in še kakšen tip se najde, ko se za ruleto čaka, kaj krupje bo zavrtel. Stavil na rdečo, si ko moral bi na črno dat. In še zadnji evro, če ne vrgel si v avtomat. O, kazino, o, kazino, o, kazino, o, kazino.
30 roka, do nahranil bo otroka. Kako je grozno, ko na dnu si, nekaj treba postoriti, ostajale. Še ena možnost vzeti kredit in ga na ruleti podvoji. Stale na rdečo, si ko moral bi na črno dat. In še zadnji evro od žene vrgel si v avtomat. Kazino, kazino, kazino. Casino. Yo, Murph 2K. Slušate Radioaktivno. Bila kot sonce, ki sveti zame, si daleč vroča, bleščeča. Vse dneve svoje sem gledovate, zažgala si mi oči. Naj pesem neba usuje, na najino se ljubezen. Kot kaplje dežja sreče, ki padajo dan na dan. Nad blatnim poljem cvetuči in cvet najlepši dišal bo zame, tako kot tvoje telo. Naj pesem neba usuje, naj najino se ljubezen, kot kaplje dežja sreče, ki padajo dan na dan. Bila kot sonce, ki sveti zame, Sem daleč vroča, bleščeča. vse dneve svoje sem gledovate. Sežgala sem ti oči. Naj pesem neba usuje, na najino se ljubezen, kot kaplje dežja sreče, ki padajo dan na dan. Ko se srečata Helena Blagne in skupina Murphy, nastane priredba legendarne skladbe Dež.
Helena je skladbo prvotno zapela skupaj s skupino Demolition Group. V nadaljevanju ne preslišite Dveh prenovljenih z letnico 2025 označenih skladb. Ali bo še verjela, zame več ni nobene. Davidas in Viktori ju predstavijo Predteme z nami Konfuzija in njihova Lena Mačka. Dol visini, cela scena, hočem bit le mačka Lena. Glasbeni gost Konfuzija, Matjaž, zdravo. Živo, Boštjan, pozdravljeni. 4-članska zasedba, glede na ime pa bi dejal, da ste zmedeni. To je ena od razlag, ja. V bistvu pa gre za igro z besedami, ne. Če lahko prebereš to kot konfuzija, to lahko opisuje tudi zlivanje, ne. Spajanje in to dejansko bolj opisuje naš bend. Mi smo 4 čisto različni posamezniki z različnimi stili, z različno preteklostjo, ampak smo združeni v ta bend, ne. V tem smislu bolj razumemo to ime, kot da smo zmedeni. Pomeni, da... Zmedeni. To je načrtno, je igra besed. Pomeni, da prepletate žanre. Tako, ja. Prepletamo žanre, različne stile in to načrtno, kar se pač še iščemo. Zasedba, če vas še nakratko predstaviš? Seveda, Janja Gomboc, prihaja iz Prekmurja, iz Sobote, naša pevka. Na kitari imamo Zvoneta Zupana, prej je delal v nekem rock bandu, ki je tudi bil kar uspešen, posnel en CD celo, imel neki videospotov celo na nacionalki. Za bobni je pa trenutno Dare Hriberšek, naš sveži član, ki je bil pa eden od ustanovnih prvih članov Velenjskih Destroj. Moje ime pa Matjaž Strasistenič, jaz sem pa iz te generacije, ki je še nekje doživela punk, pa ta pozna 80-ta, tako da jaz pa igram bas. Spoznali smo že skladbo Mama, sedaj pa ste postregli z Leno Mačko. Ja, z Leno Mačko. Lena Mačka je malo bolj, ko bi rekel, lažja, iskriva pesnica, ne tako težka kot Mama po vsebini. Mogoče ima z Mamo nekaj skupnega in sicer, da želi pač spregovoriti eni temi, dosti resni temi, ne tako resni kot je v Mami, ampak vseeno o eni temi, kjer se ženemo, pehamo skozi vsak dan, ne, in ne najdemo nekega trenutka zase in skrbi zase, kar je najbolj pomembno. O tem govori v bistvu ta Lena Mačka. Če jo poslušate do konca, boste v bistvu slišali najbolj pomemben vers, saj zame v pesmi, in to je ta sama sebi dragocena, zakon je biti mačka Lena. To je poanta skladbe. Jaz bi pa izpostavil vers, ker visiti dol cela scena. Dol visini cela scena, ja. Okej. Ja, to je en element upora, ne. To je v bistvu en glas, ne. Dajmo nekaj narediti zase, ne. V današnji hektični družbi je res treba poskrbeti zase. Točno tako. 2 skladbi imate sedaj, Matjaž, kako razmišljate naprej? Posnete imamo že 4, v kratkem bomo, mislim, enkrat po novem letu bomo izdali 3, ki je povsem drugačna od teh 2. Ne bi preveč izdajal, o čem bo šla, gre pa za neko priredbo ene znane ljudske pesmi. Tako da pričakujte to v kratkem. Tem pa kot nov band na sceni, za nas je v bistvu ključen problem, kako priti do nastopov. Imeli smo nekaj precej zoprnih menjav, za bobni smo zamenjali 4 bobnarje, zdaj z nami Dare, tako da vsakič, ko zamenjaš člana, gre se znova, ne, tako da zdaj se trudimo najti neka prizorišča za nastope, s tem bi začeli nekje po novem letu. Po pač manjših klubih po Sloveniji. Iščemo še, nimamo še nič konkretnega. Bomo pa sedaj zaslišali tudi vašo ta aktualno skladbo. Zato, Matjaž, bo mačka Lena? Ja, Lena Mačka, to je super. Jaz sem že na kavču, tako da ne vem, kako imate vi v studiu, ampak... Kavča nimamo. Kavčev nimate. No, tako da ne smemo biti Lene. Dobro, velja tudi to prav. Morala bi hteti cuno, morala bi juho gret, morala bi spucat skret, morala bi iti v službo, morala bi biti za družbo, morala bi iti frizerki, manikerki, pedikerki. Dol visini cela scena, hočem biti le mačka Lena. Dol visini cela scena, hočem biti le mačka Lena. Jaz nočem biti garačka in tu drugih ne gonjačka. Hočem biti sam Lena Mačka, hočem biti sam postopačka. Sam na kavču bom ležala in debelo knjigo brala. Čips bom jedla, kavo pila, rdečo deko se zavila.
dol visi mi cela scena, hočem biti le mačka Lena. Dol visi mi cela scena, hočem biti le mačka Lena. Kar sem zmogla, sem naredila, pol za jutri bom pustila, saj ne bo totalna štala, če na kavču bom ležala. Hočem biti mačka Lena, hočem biti mačka Lena. Lep pozdrav vsem, sem Andrej Pjerjevec in vi poslušate oddajo Radioaktivno.
Zapri oči, ne sanjaj grdih stvari, v novo jutro se prebudi. Se kdo vpraša, kdaj smo izgubili pot nazaj do tistih reči, ki važne so mi. Andrej Pirjevec z novim včeraj izdanim singlom Pasivčki. Skladba naslavlja del nas samih in tudi družbe kot celote, ki postaja vse bolj pasivna na vse. Kmalu z nami. Slavc, ki pravi, naj zabava se začne. Naj zabava se začne. Glasbeni gost. Slavc, Tomi, zdravo. Živijo. Si rocker, prihajaš iz Cola nad Ajdovščino. Tako je. Slavc pa je vzdevek, odkot? Tu sem pa dobil, po mojem sem bil star 9 let. Prišel pa iz imena Tomi, najprej sem rekli Tomi, potem sem je Tomislav in potem Slavc. In zdaj sem že 23 let Slavc. Je Slavc solist ali skupina? Jaz sem v bistvu solo, januarja sem pa v sodelovanju poklical še 3 kolege, klaviature, bas, kitara in bobne. In zdaj bo eno leto, kar ustvarjamo in špilamo in snemamo avtorske komade moje. Vse delaš sam? Ja. Torej tudi avtorsko ustvarjaš, napoveduješ album za aprila letos, torej aprila 2026? Tako je, bomo 25. aprila bomo v Dobravljah pri Ajdovščini pripravljen koncert, bomo predstavili 13 avtorskih skladb in naredili en fajn žur. Nekaj teh skladb že predstavljaš tudi z videi na tvojem YouTube kanalu. Ja, tako je, ja. Jih je že, se mi zdi, da 7 že na YouTubu. Prej so, ker sem bil sam, solo, so eni 3 komadi, zdaj pa z bendem. Glasba je rock, udarni rock? Ja, vse je, od mal countryja do heavy metala, tako da se dobi noter vse. Katero si izbral za danes? Danes smo poslušali Naj zabava se začne, ta bo tudi ta prva na albumi, tako da. Naslov albuma že imaš ali je to še skrivnost? Naslov bo kar vse. Slavc, leto 2026 bo torej delovno? Ja, bo pestro, že zdaj 25 je, v bistvu imamo samo še 3 pesmi za posneti in smo končali z albumom. Bo pa sedaj skladba, ki si omenil tudi v našem radijskem etru, zato Slavc, se bo zabava začela? Tako, naj se. Preživiš, z dneva dane isto čakaš le, da se znoriš. Na to pa pride vikend, nekaj v tebi se zbudi. Ne razmišljaj, kaj bo jutri, noč to poskrbi. Bend je pripravljen je.
pogledaš, ura je že polnoči, vsi že norijo, na ves glas kričijo, mi bomo tu, dokler se ne znani. Vem, že pripravljen je. Naj zabava se začne. Policijo brž čez ograjo, jaz sem spil še eno pijačo, Rok se mi smejal je v faco. Andrej spal je v grmu, Ender skril se je v travo, ampak si bomo prišli ponovno na zabavo. Vem, že pripravljen je. Naj zabava se začne. Znova poslušajte na spletu. Ne maram pura čisto negativnih misli, ne vem zakaj tako obrazi so kisli. Ne maram ciničnosti tega občutka, tudi v dežju je perfektna trenutka. Ne maram pura breme jeze v srcu, ker je politika kot v vrtcu. Življenje kratko, vsak dih je dar, ne zapravi ga v jezi, ljubezen je čar. Res ne maram jesne sramne debile, ki so jih mamice preveč dojile. Eskiviram jesne žljive kljubce in totalno ignoriram oženjene snubce. Rada imam iskrene ljudi, čeprav jih skoraj več na svetu ni. Rada imam široke nasmehe in pa tudi tiste sladke pregrehe. Baby, to sem jaz, moje misli, moj obraz. Vzemi ali pusti me, če hočeš ti zapusti me. Baby, to sem jaz, moje misli, moj obraz. Vzemi ali pusti me, če hočeš ti zapusti me. Glej kako hodim v stilu, kot da se ne bi mi nikdar mudilo. Kot leopard skozi oblake, lagodnosti življenja brez vsake napake. Ne maram fura tiste bedne odnose in res ne maram tiste gljuka štose. Ne maram igre čisto praznih fraz, medtem ko iščete svoj pravi obraz. Naprej grem z glavo pokončno, moje srce bilo je zmeraj mogočno. Življenje kratko, vsak jih je dar, ne zapravi ga v jezi, ljubezen je čar. Baby, to sem jaz, moje misli, moj obraz. Hočeš ti zapusti me, baby, to sem jaz, moje misli, moj obraz. Vzemi ali pusti me, če hočeš ti zapusti me.
Skupina Mint in njihov Cowboy, ta brez olepševanja zavrača vse, kar krade čas, živce in dobro voljo, ter slavi iskrenost, lahkotnost, humor in življenje po lastnih pravilih. Po pravili Boštjan zaključujem, kot ste verjetno slišali, s posodobljeno zvočno podobo. Ob tem še to, da je Več informacij na YouTubeu, Instagramu in na Facebooku. Neja boj nula pa so tisti, ki se oglasijo prihodnji teden. Za današnje zaprtje še dve. Skupina Victory je pripravila novo priredbo skladbe Ali bo še verjela. Pesem je darilo vsem zaljubljenim in predvsem moškim, ki težko obesedijo tisto, kar čutijo. Predtem pa Adidas preobleče pesem Podoben zmaju. Predolgo čakam že, da poveš, kaj misliš o naju. Brez strahu mi rečeš lahko tudi to, da podoben se zmaju. Vse predolgo čakam že, da poveš, kaj misliš o naju. Do drugih žensk nič več mi ni, odkar spoznal sem to maju. Saj ti si zdaj zame, ki želim, da močno me objame. Saj ti si zdaj edina, ki bi zanjo zgorel. Naj ti tale pesem zdaj pove, da ne morem čakati. V srcu nosim več stvari, ki ti žal ne more mi dati. Naj ti tale pesem zdaj pove, da ne morem čakati. Prinašal ti nešteto lepih daril, a puščaš jih pred vrati. Očarala si me z gibi, s pogledom, svabila si me tja, kamor me mama ne bi nikoli. A zdaj, ko te iščem, te ni nikjer. Vseeno, hvala ti za inspiracijo. Napisal sem pesem, ki se bo prodala v milijonski nakladi. Vse predolgo čakam že, da poveš, kaj misliš o naju. Brez strahu mi rečeš lahko tudi to, da podoben se zmaju. A ti bila si zame edina, ki bi zanjo napil se benzina. A ti bila si edina, ki bi zanjo zgorel. Nočo, šivico pojel. Naj ti tale pesem zdaj pove, da ne morem čakati. V srcu nosim več stvari, ki ti žal ne more mi dati. Naj ti tale pesem zdaj pove, da ne morem čakati. Prinašam ti nešteto lepih daril, a puščaš jih pred vrati. Naj ti tale pesem zdaj pove, da ne morem čakati. V srcu nosim več stvari, ki ti žal ne more mi dati. Naj ti tale pesem zdaj pove, da ne morem čakati. V srcu nosim več stvari, ki ti žal ne more mi dati. Naj ti tale pesem zdaj pove, da ne morem čakati. Prinašam ti nešteto lepih daril, a puščaš jih pred vrati. Smo skupina Victory in poslušamo Radioaktivno.
Včasih zase sem le živel, sem taval, po svobodi sem hrepenel. Takrat nisem vedel, kaj želim tiste dni. Meni česar ni bilo strah, si ne bi nikoli priznal, da nekoč mi bo kdaj žal za vse, da izgubil bi srce. Ali bo še verjela, zame več ni nobene, ki bi me prevzela, tebe hočem le. Ali boš mi verjela, daj ne smej se, verjemi, skupaj bova živela, ker pomeniš mi vse. Meni česar ni bilo strah, si ne bi nikoli priznal, da nekoč mi bo kdaj žal za vse, da izgubil bi srce. Ali bo še verjela, zame več ni nobene, ki bi me prevzela, tebe hočem le. Ali boš mi verjela, daj ne smej se, verjemi, skupaj bova živela, ker pomeniš mi vse. Ti si ukradla mi srce, ne veš, kaj bi z menoj, in prosim te, odreši me, povej. Ali boš še verjela, zame več ni nobene, ki bi me prevzela, tebe hočem le. Ali boš mi verjela, daj ne smej se, verjemi, skupaj bova živela, ker pomeniš mi vse. Ker pomeniš